Pri nas smo zato imeli v zakonu iz leta 2004 zapisano celo poglavje, ki se je imenovalo agencija, javna agencija, in ta agencija je bila namenjena evalvacijam, ocenjevanju kvalitete visokošolskih študijskih programov. Kasneje je bilo leta 2006 to poglavje črtano in so bile pristojnosti ocenjevanja kvalitete visokošolskih programov in delovanja univerz ter fakultet prenesena na Svet za visoko šolstvo, ki je zanj opravljal strokovne in administrativne naloge Urad za visoko šolstvo znotraj Ministrstva za visoko šolstvo. Ustavno sodišče je presodilo, da ta urad ni neodvisen in da je zaradi tega ga treba iz ministrstva prenesti v Svet za visoko šolstvo, vendar pa se mi ne da samo nagibamo, ampak smo prepričani v to, da neodvisno ocenjevanje visokih šol, fakultet in univerz je možno samo pod pogojem, da je inštitucija, ki to počne, neodvisna. Svet za visoko šolstvo ima v svojem okviru praktično vse naloge, ki se tičejo, temu bi Srbi rekli, kadija tuži, kadija sudi, namreč Svet za visoko šolstvo podeljuje akreditacije, ima tudi nostrifikacije in ne nostrifikacije, kako se že reče, ko imate habilitacije in evalvacijo zdaj tudi. Se pravi, podeli akreditacijo neki visoki šoli in potem tudi potrjuje programe in potem tudi samo izvaja ocenjevanje kvalitete.